Spoštovani člani, članice, delegati, spoštovani gostje, vsi tisti, ki nas spremljate po medijih, tudi predstavniki medijev, lepo pozdravljeni. Danes je bilo že veliko besed in zato se bom trudila, da jih ne bom ponavljala oziroma da bom ponavljala čim manj tega, kar so že povedali moji predhodniki. Pred kongresom mi je nekdo poslal sporočilo in mi je napisal: Bog je zelo preprost, življenje je v bistvu enostavno. In držala se bom tega in skušala preprosto in enostavno povedati, kaj smo delali v zadnjem času in kaj si želim, da bi Nova Slovenija postala v prihodnje. Najprej pa se želim zahvaliti vsem vam, ki ste si danes vzeli čas za naš kongres, vsem vam, ki iz dneva v dan delate za Novo Slovenijo, ki ste se zelo angažirali na vseh treh volitvah, na evropskih, državnozborskih, lokalnih. Zahvaljujem se tudi vsem iz tajništva prostovoljcem, ki ste pripravili to dvorano, odlično organizirali kongres, da teče vse tako, kot mora, s tehniko v red. To je ena izmed odlik naše stranke, da imamo svojo mlado ekipo, ki vedno vse pripravi tehnično, tako kot mora biti, na nivoju, in velikokrat slišim, da smo zgled, da mnogokrat hvalijo tudi v drugih strankah, tako kot je bilo v Novi Sloveniji, to je bilo dobro. Tako da smo lahko ponosni tudi na to. Hvala tudi mojima podpredsednikoma, ki sta 2 leti delila z menoj vodenje stranke, gospe Ivi Dimic in gospodu Alešu Hojsu. Hvala vsem članom izvršilnega odbora, nekatere ste vi izvolili, nekatere sem sama dodala. Lahko rečem, da mi je bil izvršilni odbor veliko oporo, pomoč. Konstruktivno smo razpravljali, demokratično smo sprejemali odločitve, zagotovo se nismo vedno v vsaki stvari strinjali, pa vendarle smo skupaj začrtali smernice delovanja, ki jih je potem ponavadi tudi sprejel svet stranke. Hvala članom izvršilnega odbora in hvala tudi članom sveta stranke. Hvala nadzornemu odboru. Poročilo predsednika smo slišali. Slišali smo, da je upravljanje s financami bilo dobro, zakonito, in tega sem vesela. Kajti Nova Slovenija nima stricev iz ozadja, ki bi financirali naše delo. Imamo pa dobre, zveste člane, to ste vi, ki ste v največji meri prispevali sredstva, bodisi osebna, lastna, bodisi kot občinski odbori, za to, da smo lahko vse 3 volitve izpeljali kvalitetno, dobro in izboljšali rezultat, torej so ta sredstva bila dobro naložena. Hvala vsem vam. Ko sem se spraševala, kaj naj povem na današnjem kongresu, lahko povem, da sem napisala celo 2 govora. Eden je dolg 18 strani. Boste rekli, toliko časa me pa niste pripravljeni poslušati. Pa ga ne bom prebrala. Prav iz razloga, ki sem ga prej navedla. Zato, ker so stvari preproste, enostavne in zato, ker želim povedati tudi nekaj zgodb z mnogo naukov. Najprej ob pripravi na pisanje govora, tako kot večkrat odprem Sveto pismo, da dobim kakšen navdih, usmeritev,
in po naključju odprem in verjamem, da je tista beseda ta prava in kaj se mi odpre. Pot v Emaus po veliki noči. Pa sem rekla, pa to ni pravi odlomek, pa kaj naj s tem počnem, pa se to ni, to. Ampak sem rekla, zaupaj in berem in ugotovim, da točno to je tisti pravi odlomek za nas. Zakaj? Ko sta učenca šla na velikonočni ponedeljek v Emaus, sta bila žalostna, zaskrbljena, podrl se jima svet, ker sta ugotovila, da tisti, ki so mislili, da bo odrešenik, to ni, da so ga ubili, da so ga pokopali, sedaj pa žene govorijo neke neumnosti, da ga ni, da so ga celo ukradli verjetno. Torej, bila sta zelo zaskrbljena. Odšla sta s kraja druženja svojim učenikom. In se jima pridruži nekdo, ki ga ne poznata, ki jima začne govoriti, ki jima razlomi kruh in kaj takrat ugotovita, da se njuno srce ob njegovih besedah ogreva, da se greje, da jima je toplo, da postajata pomirjena, vesela, zadovoljna. In sem se vprašala, ob čem se je grelo naše srce v zadnjih letih, ko sem vodila to stranko. Spomnimo se leta 2008, ko smo bili jezni, razočarani, žalostni, potrti, razrvani, razočarani in ne vem kaj še vse, ko smo izpadli iz parlamenta. Pa bili smo kar močna stranka, druga največja vladna stranka s pomembnimi resorji. Naši ministri so trdo delali, poslanci so se trudili, pa se nam je to zgodilo. Niso se uresničile naše želje, naše sanje. Ampak, kaj pa nam je ogrevalo srce? To, da smo bili trdno odločeni, da ostanemo skupaj, da nadaljujemo, da vsak po svojih močeh naredi to, kar lahko naredi in da se vrnemo. To nas je grelo, to nas je obdržalo in zato smo se vrnili. In če se spomnimo tistega večera, decembra 2011, je na tajništvu stranke na steni zunaj zaplapolal napis NSI gre v parlament. Kako smo bili tega veseli. Sicer takrat skupen rezultat na desni ni bil takšen, kot smo ga želeli, toda mi smo naredili zgodovinski korak. Uspelo nam je, prva stranka, ki se je vrnila, zato, ker smo bili skupaj, ker je vsak žrtvoval svoj čas, vsak žrtvoval svoj denar, svojo naklonjenost, pripadnost, ker tisti, ki so bili preračunljivi, so že zdavnaj odšli. Mi smo pa ostali, delali in še danes smo tukaj. Še enkrat, hvala vsem, ker to ni moj uspeh, to je naš uspeh. In včasih me žalosti, ko poslušam zgodbe o mladcih, ki so nasilno prevzeli stranko, katere lutka sem in tako naprej. Poglejte, ti mladci so bili del tiste ekipe, ki je pomagala vrniti stranko v parlament. Dva od teh mladcev sta bila izvoljena z glasovi volivcev. Eden je dobil že leta 2011 največ glasov, pa mu volilna matematika ni omogočala, da bi prišel v parlament, pa ni zato ustanavljal nove stranke. Še naprej je delal, zato da je stranka napredovala. Drugi je dobil veliko število glasov, dela in mi pravimo, pa ta mladenič preveč govori, preveč ambiciozen, preveč ne vem kaj vse. Veste, zakaj nam to govorijo? Ker so nam nevoščljivi. Ti mladeniči, tako kot mi vsi, tako kot jaz in vi, delamo napake, grešimo, se iz tega učimo, vendar
tukaj moram povedati tisto zgodbo, ki se ob tem vedno spomnim. Dva meniha sta prišla do ene reke, vsa pobožna, potopljena v molitev, in tam stoji ena ženska, mlada, lušna, ki ne upa čez vodo. In jo pogleda, ta en menih se odloči in jo naloži na hrbet in jo odnese čez reko. Tam jo odloži in gresta naprej, pa kaj se zgodi? Ta drugi več z njim ne govori. In ga čez nekaj časa vpraša, kaj pa je narobe, kaj sem pa naredil, pa mu pravi, tako je bil pobožen, in pravi, ja, pa ti veš, da se mi ne smemo žensk dotikati. Pa mu ta drugi odgovori, a ja, jaz sem jo tam pri reki na drugem bregu odložil, ti jo pa še vedno za sabo nosiš. In tako mi nosimo s seboj tiste napake, ki jih iz dneva v dan pogrevamo, očitamo, ker so nam drugi rekli, da je to bilo nekaj tako nemogočega. Poglejte, so bile napake, bila je narejena škoda Novi Sloveniji z glasovanjem. Ja, ampak, a je kdo dal kaj v lasten žep? A se je kdo s to napako koristil zase? To nam govorijo takšni, ki pa so se, ki pa imajo marsikaj drugega, ampak glejte, take napake nas utrjujejo, nam kažejo, kaj v resnici moramo delati, da tega ne bomo ponavljali. In jaz sem vesela, da imamo tukaj med nami mlade ljudi, da imamo zagnane seniorje, ki so ustanovili naš oktet in nam tukaj veselo pojejo že eno leto. Vesela sem, da imamo takšne srednjih let zagnane, ki prevzemajo vodenje občine, ki so naši novi občinski svetniki, da imamo ljudi, ki lahko delajo. Jaz sem prepričana, da Nova Slovenija, če bi šla v vlado, za vsak resor ima pripravljenega ministra, ki bi zmogel bolje voditi svoj resor kot današnji ministri. Velika večina. Glejte, potem nam je ogrelo srce, ko smo bili v vladi. Imeli smo dva ministra, mislim, da ste bili z nama kar zadovoljni. Aleš je zelo dobro opravljal vlogo obrambnega ministra. Jaz sem vesela prisotnosti tukaj naših Slovencev iz zamejstva, s katerimi sem navezala zelo dobre stike, imamo še sedaj kontakte in večkrat me še vedno pravijo, da sem ministrica ponekod. Jaz sem to delo opravljala z veseljem, z dušo, srcem in upam, da pustila tudi nek pečat in še zdaj skušam pomagati. Zakaj? Zakaj smo tako delali? Imeli smo dva resorja, od katerih lahko rečemo, nismo mogli imeti nobenih koristi in zaposlovati naše ljudi na različne domove, nadzorne svete in državna in ne vem kaj še vse. Zato, ker mi smo šli z nekim zagonom, dobro voljo, da hočemo za to Slovenijo nekaj narediti, ne da jo plenimo, ampak da za njo nekaj naredimo. Zato smo bili radi v vladi in zato smo vztrajali do konca in zato nam je bilo žal, da je vlada, ki je delala prave korake, razpadla. Pokazalo se je, da egoizem je slab svetovalec. Žal, tako je vlada razpadla, dobili smo zdaj že drugo vlado, ki pa dela počasne korake, avtobus se počasi premika, vmes izgubi kakšnega potnika, išče novega. Tako da, čeprav, ker želimo Sloveniji dobro, moramo želeti tudi tej vladi dobro. Prepričana pa sem, če bi ta vlada sprejela predloge Nove Slovenije, tisto, kar smo zapisali v program, kaj je treba nujno, takoj, odločno spremeniti, potem bi se ta avtobus hitreje premikal, hitreje prišel do cilja in Slovenija bi bila na poti hitrejšega okrevanja.
In to, kar zdaj pravijo, gospodarska rast se je povečala. Ja, smo imeli sestanek z gospodarsko zbornico, so rekli, to je le navidezno. To so nekateri evropski projekti, hvala Bogu, če so kazalci takšni. Vendar naše gospodarstvo ni v takšni kondiciji, kot kažejo te napovedi. Žal, prezadolženost podjetij, premalo spodbudnih ukrepov, tako visoke obdavčitve, ki jih več ne zmorejo, pa Nova Slovenija ne zagovarja kapitalistov, zagovarja pa odgovorne lastnike, ki so s pridnim delom nekaj ustvarili, ki ustvarjajo delovna mesta, ki zaposlujejo ljudi, da imajo službe, ki pošteno plačujejo svoje delavce. Mi hočemo, da to bi bili lahko mi vsi takšni, da bi imeli take možnosti, ki jih mora država ustvarjati. In potem bo manj revščine, manj sociale. Takšno socialo si mi predstavljamo, da ljudje lahko delajo, si zaslužijo, ustvarijo družine, preživijo z delom lastnih rok in so ponosni na to, kar delajo, kar imajo, kar živijo. To je prava sociala, ne deljenje. In tudi tisti, ki pravijo, kako so socialni, so sprejeli ravno takšne ukrepe, ki so vzeli največ socialnih pomoči, največ štipendij, največ družinskih prejemkov, imajo največ nerešenih, kako se reče, pritožb, pa pravijo, kako so socialni. To zame ni socialno. Socialno je dejansko takrat, ko omogočaš država ljudem, da delajo in ko poskrbi za tiste, ki si sami ne morejo pomagati. To je tisto, kar zagovarja Nova Slovenija. To zagovarjajo krščanske demokracije v Evropi, po katerih se zgledujemo tudi mi v našem programu. Ko nas zmerjajo z neoliberalci ali pa konservativci, veste, zakaj to delajo? Zato, ker jim pač ni všeč to, kar smo mi zapisali, zato je to slabo in grdo. In to delajo tiste stranke, s katerimi ugotavljamo, da imamo soroden program, da so najbolj programsko sorodne. Ampak ker je naš program boljši, bil tokrat bolj pohvaljen, zato ga je treba čim prej degradirati. Degradirati je treba vodstvo te stranke, program te stranke, perspektivo te stranke, da ja ne bi krščanski demokrati napredovali. Zakaj pa ne? Poglejte, a ne bi bilo najbolj normalno, da je najmočnejša stranka na desnici prav krščanska demokracija? A ni to najbolj normalno v Evropi? Pa nikogar nočemo s tem prizadeti, odvzeti njegovi glasu, ampak želimo samostojno, enakopravno voditi to našo stranko, sodelovati v političnem življenju, se pogovarjati z vsemi, sodelovati s tistimi, katerimi imamo programsko največ skupnega in ne podpirati zla in hudobije, ne glede, a pride z leve ali z desne, zato ker naša naloga je, da delamo za resnico, pravico, za dobro Slovenije. To je poslanstvo krščanskih demokratov. Največja ironija pa je v tem, da nam tisti, ki so menjali že nekaj strank ali ki morda samo teoretično poznajo, kaj so to krščanske vrednote, kaj je krščanska demokracija, da nam tisti zdaj ponujajo pravo krščansko demokracijo, pa ne živijo iz teh vrednot, pa ne delajo po teh vrednotah, imajo pa veliko polna usta besed, kaj bi morali delati mi. Le zakaj jih to tako skrbi, kaj delamo mi? Zakaj se moramo mi na tem kongresu zagovarjati, kaj smo do sedaj delali? Zakaj? A smo izgubili na volitvah? A smo naredili koruptivna dejanja? Ali smo plenili državo? Kaj smo naredili tako slabega, da se moramo mi danes vodstvo te stranke tukaj zagovarjati? Ob najboljšem programu, ob krščanski drži,
ob konstruktivnosti, ob dialogu, ob pripravljenosti za sodelovanje z vsemi, ki mislijo dobro, se moramo mi tukaj zagovarjati, da delamo narobe. Poglejte, zame, za krščansko demokracijo, za nas kristjane, zagotovo pomeni novo upanje tudi novi papež. Osvojil je svet s preprostimi besedami dober večer, ker je izrazil svojo človeškost, svojo dobrohotnost, svojo dobronamernost, ker ves čas govori o tem, da moramo biti ljubeznivi, dobri drug do drugega, vključevalni, ker nas opozarja, da so med nami tudi revni, na katere moramo misliti, ker nas opozarja, da dobrine niso pravično razporejene po svetu in zato smo dolžni, da mislimo tudi na te ljudi. Na vse to nas opozarja s preprostimi besedami, z mislijo, s pogledom, zazrtim v prihodnost, z dvignjenim pogledom, kot mi je napisal danes moj prijatelj. V Sloveniji je preveč pogledov obrnjenih navzdol, ker so temni, preveč pogledov usmerjenih v lastni popek, ker mislijo nase, in premalo pogledov optimističnih, zazrtih v prihodnost. In mislim, da je poslanstvo Nove Slovenije, da smo zazrti v prihodnost, da mislimo na to, kaj bomo naredili, da bo naša mladina imela delo, da si bodo lahko ustvarjali družine, da mislimo na to, da bodo upokojenci s pokojninami lahko dostojno preživeli, da mislimo, kako lahko mi, bodisi v koaliciji, vladi, opoziciji, pomagamo tej Sloveniji. A jih lahko pomagamo s kritizerstvom? A lahko pomagamo z netenjem ideološkega boja? A lahko pomagamo s podpihovanjem sovraštva? A lahko pomagamo z napadi na različne inštitucije? Mislim, da odgovor vemo. In zame je novo upanje tudi ljubljanski nadškof Stane Zore. Zakaj? Tudi on je svoj program povedal s preprostimi besedami. Naloga cerkve je oznanjati evangelij, cerkev mora biti odprta za vse, dostopna, torej zavzemati se mora za vrednote, ne sme biti izključevalna, mora biti povezovalna. To je tisto, kar nas lahko pelje naprej. In mi, Nova Slovenija, krščanski demokrati, nismo cerkev, čeprav nam ves čas očitajo napake cerkve, ki pa niso napake Nove Slovenije. In ves čas moramo poudarjati, mi sicer smo kristjani, smo katoličani, smo člani te cerkve, ne odobravamo pa slabih odločitev, ne odobravamo greha, ne odobravamo slabega, pa naj se zgodi kjerkoli, ali so to naši, ali so to vaši. In prihodnost Evrope, prihodnost sveta je samo v tem, da bo več ljudi, ki se bodo zavzemali za dobro, za pravico, pravičnost, za sodelovanje, kot pa tistih, ki bodo širili zlo. Žal je na prvo žogo, na prvi pogled, lahko zlo močnejše, toda na prvi pogled. Ampak sadovi pa so samo tisti pravi, ki ne izhajajo iz zla, ampak iz ljubezni, dobrote, odprtosti, sodelovanja. In zato sem si kot predsednica krščanskih demokratov ves čas za to tudi prizadevala. In Nova Slovenija je
in bo, vsaj pod mojim vodstvom, to da odločitev je seveda vaša, ves čas sredinska, desnosredinska stranka, ki je vključevalna, povezovalna, ki dela korake, ki vodijo k spravi, ki bo predlagala odločitve, ki bodo lahko tudi sprejete in ki ne bo govorila stvari samo zato, da bo spodbujala ljudi k jezi, ki bo zbujala v ljudeh žalost, ki bo nekako prilivala olja na ogenj. Tega Nova Slovenija ne bo delala, iskala bo rešitve. In zaradi tega smo tudi pripravili zakon o dostojnem pokopu. Pripravili zdaj, velikokrat sem že to povedala in mi je po svoje žal, da to že ni realizirano. Ampak glejte, postopek je bil takšen, mi smo ga pripravili, poslali zainteresirani javnosti, tudi Novi slovenski zavezi, ki je dala neko zelo čudno, nedobronamerno izjavo, in prosili za pripombe. Oglasila sta se dr. Mitja Ferenc in Pavle Jamnik, ki sta člana komisije za te povojna grobišča. In ona dva sta povedala, da ta naš nov zakon, ki je bil dobronameren, da bi rešili probleme, žal ne rešuje tistega, kar bi moral, kjer ona dva vidita, da so problemi, zakaj ne napredujemo. In z njima smo se sestali dvakrat preko pošte in sta povedala, kje so tiste bistvene točke, ki jih moramo narediti. Tudi s predsednikom vlade oziroma z njegovimi svetovalci smo se dobili na to temo, s predsednikom parlamenta, tako da smo zdaj pripravili tako daleč, da potrebuje še samo nomotehnični pregled, kot temu reče, in to se dela, da bo v skladu z pravnimi standardi, in potem ga bomo najprej predstavili vam, zainteresirani javnosti, in bo šel v proceduro. Zakaj nismo mi to na široko že sedaj dajali vse okrog? Veste zakaj? Prvič zato, ker smo ga želeli pripraviti strokovno, drugič zato, ker želimo, da bi bil ta zakon sprejet od vseh in da želimo, da bi bil ta zakon korak naprej, ne korak nazaj, ne korak k bojem, ampak korak naprej. Ta zakon pa ne bo vsega rešil. Če kdo misli, da bo v tem zakonu pisalo, kako moramo obsoditi vse, ki so to storili, to v tem zakonu ne bo pisalo. V tem zakonu bo napisano, kaj moramo storiti, ko najdemo grobišča, kako jih je treba označiti, izkopati, dostojen pokop, kaj se naprej zgodi, kako jih je treba. Glejte, to je nekaj korakov. Če bomo to naredili, verjamem, da bomo nekaj korakov bliže k narodni spravi. Sprava se pa mora zgoditi v nas. Za spravo ne bomo sprejeli deklaracije, ker tega pa žal v Sloveniji ne znamo. Ampak poglejte, pred 14 dnevi ali kdaj je že bilo nekaj dni nazaj, ko je Angela Merkel obiskala Poljsko. To veste, koliko gorja je bilo v času druge svetovne vojne in koliko Poljakov so Nemci pobili. Ampak bili so sposobni narediti korake k spravi. Ampak to mora biti oboje stransko. Mogoče imamo mi včasih napačno predstavo, kako se mora to zgoditi. Napačno predstavo. In kakšno je stanje tam sedaj? Poljska in Nemčija sta največji gospodarski partnerici, dobri sosedi, od tega imajo vsi koristi. In to mora biti naše vodilo, korak za korakom k temu, da bomo najprej sprejeli to, kar se je zgodilo, da bomo najprej mi oprostili, pa mi velikokrat pravimo, da smo oprostili, pa nismo. Pa nismo. To ugotavljam z dneva v dan. To ugotavljam tudi takrat, ko nam očitajo nekateri, da smo levičarji.
Zakaj? Ker se je Lojze rokoval z nekom iz levice? A ni to civilizacijska norma? A ni to krščanska drža? A ni nek dialog, nek pogovor, nek odobravanje dobrega, če je nekdo dober ali je naredil nekaj dobrega? Ali ni to krščansko? Pa nam pravijo, da ne smemo nikogar z tiste strani pogledati? Ne. Isti, ki v ozadju s prav tistimi trgujejo, poslujejo, skrivajo, ampak tam mi ne smemo biti zraven, ker lahko kaj preveč povemo, zato smo nevarni, ne smemo biti zraven. Če se vrnem k temu zakonu, jaz upam, da ga bomo znali sprejeti takšen, kot je, upam, da bo reševal probleme in upam, da bo korak naprej. Zato Nova Slovenija ni pozabila tega, da so bili kristjani žrtev revolucije in povojnega nasilja. Mi tega nismo pozabili. Ne želimo pa prilivati olja na ogenj, razburjati ljudi, jih žalostiti in jih izrabljati v svoje dnevno-politične namene. Ne, tega pa ne bomo storili. Pa smo kljub temu krščanski demokrati, tisti s takšno orientacijo, ko si jo je želel tudi dr. Bajuk in je zanjo delal. Taki želimo biti. In zanimivo je, da se z našim kongresom in izbiranjem vodstva res ukvarja vsa Slovenija. Napovedujejo, sem videla danes neke rezultate v Delu, ankete delajo, potem kličejo iz drugih strank v našo stranko, koga je treba podpreti. Pa sem vesela, da imam tekmeca Aleša, je sposoben možakar, sicer ga ne bi predlagala za ministra in za podpredsednika stranke. Žal pač v nekaterih stališčih se tudi razhajava, ampak to je demokratično. Pomembno je, da na koncu sprejmemo štetje, če tako rečem, odločitev, demokratično odločitev in delamo skupaj naprej. In za ta namen bom povedala spet eno zgodbico, ki mi jo je pa poslal en tukaj prisoten naš član Jure, ki res izraža to, kar želim, da bi bilo v naši stranki. Zgodbo o kralju, ki je zelo razširil svoje kraljestvo. Imel je 3 sinove, tako kot ponavadi v teh zgodbah, in ni vedel, kateremu naj to kraljestvo prepusti. Rekel je, naj mu pomagajo. In jim je rekel, naj vsak izmed njih prinese neki predmet, ki bo izražal to, kako bo on potem vodil to kraljestvo. In prvi prinese orlovo pero in pravi, hočem imeti pregled nad celim kraljestvom in želim biti pogumen in odločen in se bom bojeval za svoje ljudstvo. Super, zelo dobro, lepo. Prišel je drugi, prinesel je poln žitni klas in je rekel, jaz pa hočem, da bodo ljudje v mojem kraljestvu siti in bom tudi sam šel na polje, vzel plug in oral, če bo pomanjkanje kruha. Zelo lepo. Misli na svoje ljudstvo. In prišel je tretji sin in je prinesel 3-peresno deteljico, še malo mokro od rose, in je rekel, jaz pa želim, da je simbol našega kraljestva ta 3-peresna deteljica. Zakaj? Zato, ker ima 3 enako oblikovane liste, lahko bi imela tudi 4, in pravi, vsak izmed teh listov je eden izmed nas 3 sinov. Nihče od nas ni tako močan in tako učen, sposoben, moder, kot si ti, oče. Ampak vsak od nas ima nekaj teh lastnosti.
in vsi skupaj lahko vodimo to kraljestvo po pravi poti in tako dobro, kot si ga vodil ti. In takrat je oče rekel, to pa je priložnost za nove čase. In ta zgodba je lahko nauk tudi nam. Vsak ima svoje sposobnosti, Aleš, Mojca, vsi tisti, tudi vi, zdaj sem 2 izpostavila, zakaj recimo Tone Kokalj, ki danes ne more biti z nami, ker so pač to bili najpogostejši kritiki vodstva in naše stranke, pa tudi drugi, da ne bom delala krivice, samo tem 3 se opravičujem. Ampak razumem, da pač poslanci, ki smo bili izvoljeni, smo bolj vidni, smo bolj na očeh, smo več v medijih in žal smo bili izvoljeni najprej samo 4, potem pa 5. Zato je pač težava, da vsi ne moremo biti enakovredno, enakopravno prisotni. Ampak kljub temu smo vsi pomembni. Enkrat bo eden malo više, pa na eni funkciji, drugič pa drugi. Pomembno je, da se teh funkcij ne oklepamo. Ker jaz vem, da nisem predsednica zaradi sebe, ampak zaradi vas. Ker jaz vem, da sama od sebe ne morem nič narediti. Samo z vami lahko kaj naredimo. In ker vem, da je vsak od nas pomemben, potreben, dobrodošel, se opravičujem vsem, ki ste mislili, da sem vas morda spregledala, da sem vam delala krivico, da vas nisem dovolj upoštevala, da nisem upoštevala vaših mnenj. Žal mi je, ker ne želim nikogar izključevati, ker vem, ker sem tudi sama mama in vem, da ima vsak otrok svoje lastnosti in vem, da je vsak dobrodošel in da vem, da imamo vse rada in želim, da bi bilo to tako tudi v stranki. In kaj je še tisto, kar nas je do sedaj grelo? Greli so nas dogodki, kot je recimo bil tabor v Kamniku, ko smo vsi veseli, zadovoljni odhajali domov. Še bolj nas je grel lanski kongres na Vranskem, ko smo spremenili del našega imena, povezali našo zgodovino, se usmerili v evropsko prihodnost, ko smo si nadeli ime Krščanski demokrati. Kako smo bili veseli, zadovoljni, ker smo držali skupaj, ker smo videli neko prihodnost te stranke, ki pa nam jo žal hoče nekdo speljati, ampak je ne more, če ne bomo mi pri tem sodelovali. Če smo mi enotni, če mi vemo, kam gremo, če mi vemo, kakšen je naš cilj, če mi vemo, kakšna je ta pot, če mi vemo, kaj hočemo, nihče od zunaj nas ne more rušiti. In jaz upam, da bomo takšni šli naprej. Mislila sem, da bo moj govor krajši, ker bo na pamet, pa zdaj ugotavljam, da sem že kar nekaj časa govorila. Zakaj je tako pomembno, da gre krščanska demokracija naprej? Poglejte, lahko smo ponosni, imeli smo prvega predsednika slovenske vlade. 2 letih je tista vlada naredila, ne vem za koliko let, z dobrimi nameni. To Slovenijo nam je priborila, hvala vsem, tudi vsem osvoboditeljem, ki morda zdaj niso na najboljšem glasu, pa imajo za to zasluge. Hvala vsem. Ampak zakaj se nam sedaj dogaja to, kar se nam dogaja? Tudi zato, ker je bila tista vlada nasilno razdrta, ker je nekdo imel lastne interese, ker mu krščanska demokracija ni bila všeč, tudi zaradi tega. In naenkrat Lojze ni bil več dober, tako kot gospod Bajuk ni bil dober. Čeprav bil najboljši finančni minister, edini, ki je znižal davke, mu je žal uspelo s pomočjo
ne dobronamernih, tudi partnerjev, uničiti njegovo podobo, uničiti vse tisto, kar je naredil dobrega, ker so drugi govorili, da ni bilo dobro, mi smo pa vedeli, da je, pa se zdaj kaže, da je, pa se je pokazalo ob njegovi smrti, ko smo začeli pregledovati njegovo delo. Pa ga tudi nismo razumeli, tudi jaz se opravičujem, tudi jaz sem bila kritična do njega, ker nismo vedeli, ker nam tudi ni vsega povedal. Zdaj pa večkrat slišim, kolikokrat je bil žalosten, zaskrbljen, ker je vedel, da bi moral nekatere stvari narediti, pa ni smel, pa ni mogel, pa mu ni bilo dopuščeno. Zato, ker so se v ozadju dogajale nečedne stvari, ki bi jih nekdo lahko preprečil, na katere je dr. Bajuk opozarjal kot finančni minister, pa ni bil slišan. Zato je bilo treba ustanoviti novo stranko, da se bo oslabila Nova Slovenija, da se bo to pozabilo, da ne bomo imeli moči. Glejte, to so tista dela zla, ki jih mi ne smemo podpirati. To so tista dela zla, ki se povezujejo v ozadju, pa mi niti ne vemo, ker to ni način našega delovanja. Ker za nas je politika delo za skupno dobro. Najvišja oblika ljubezni. Zato smo odrinjeni. In zato, veste, tam v ozadju ni tako pomembno, kdo je levi, kdo je desni. V skupnih poslih se kar dobro razumejo nekateri. Ampak naše delovanje ni to. In zato je bilo leta 1992 to ustvarjalno, dobro delo krščanskih demokratov tudi, tako bomo rekli, nasilno do neke mere prekinjeno. In včeraj, če smo gledali intervju z gospodom Omanom, ki ga zelo spoštujem, pri svojih, mislim, na 85 letih še izredno dober mislec, on se ni opredeljeval, pa ga naravnost vprašala Ljudmila Novak ali Aleš Hojs. Potem sem videla njegovo modrost. Zato, ker je povedal, kaj je krščanska demokracija delala narobe in kaj mora delati boljše, drugače. In kaj smo delali v preteklosti narobe? Rušili smo svoje predsednike, poslušali smo tiste, ki so o naših govorili slabo, ker so bili zelo namirni, ker so seveda delali zase, in istim nevarnostim podlegamo tudi sedaj. Ne gre za to, a jaz ali Aleš Hojs. Gre za to, kaj se govori o Novi Sloveniji, kaj je naenkrat vse narobe. Pa smo izboljšali rezultat, najboljši program. Delali smo po svoji najboljši vesti, delali smo tudi napake, se zanje opravičujem. Ampak glejte, če nam to govorijo drugi, to niso dobri nameni. Slovenija potrebuje krščansko demokracijo in takrat, ko bo krščanska demokracija v Sloveniji močna, bo lahko naredila tudi bistvene spremembe, drugačno politično kulturo, ki jo uvajamo že zdaj in si ne dopuščamo očitkov, da smo zaradi tega levičarji, mi smo krščanski demokrati, zato delamo tako. Samo še ena misel. Slovenija je naša domovina, vsi jo imamo zelo radi, vsi hočemo dobro. Imamo trenutno vlado, ki sicer ni po našem okusu, seveda bi mi želeli našo vlado, drugačno, tako, ker bi mi imeli tudi več besede, pa žal je tako, kot je. Delati moramo zato, da bomo imeli več glasov, večjo moč, kot sem rekla, ampak najprej se tukaj začne naša moč, tukaj, povezanosti, odločnosti, ne nasedanju, lažnim prerokom, tukaj se začne, potem bomo lahko delali naprej. Ampak tudi kot opozicija moramo biti odgovorni. Ali je odgovorno dajati količke med kolesa voza, ki vleče naprej, če tudi počasi, ni odgovorno. Lejte,
V Sloveniji se število revnih povečuje, število brezposelnih povečuje, pa to ni samo v Sloveniji. Zato, ker je Evropa v krizi, ker je globalizacija. Poglejte, z novimi tehnologijami potrebujemo manj delovnih mest, proizvodnja se seli tja, ker je cenejša delovna sila. Vse to so zunanji, objektivni razlogi, zakaj se bomo v Sloveniji nenehno spopadali s pomanjkanjem delovnih mest. Nenehno bo veliko število mladih brezposelnih. Zato ni čas, da spotikamo drug drugega, ker imamo radi to Slovenijo, ampak da vsak po svojih močeh, vsak po svojih pristojnostih, tudi kot opozicija, delamo za dobro Slovenije. Krščanski demokrati smo prihodnost Slovenije in močni, povezani, takšni, da nam bo ta naša povezanost, to našo delo ogrevalo srca, takšni lahko tudi zmagujemo. Hvala.